Čestitke slovenski reprezentanci, fantom na igrišču in fantom ob igrišču, se pravi in igralcem in strokovnemu štabu za celoten turnir. Mislim, da so izpolnili ali pa celo presegli pričakovanja na Evropskem prvenstvu in se vrstili v bistvu do četrtfinala, kjer jih je pa srečala Nemčija na papirju. Absolutno boljša reprezentanca na papirju, kar pa niso dokazali na terenu. Jaz mislim, glava je vroča, ampak sem prepričan, da se bom tudi jutri, ko se bom zbudil, bom nekako prepričan, da je bila Slovenija danes boljša. Izgubili smo 99 proti 81, torej tukaj nekaj ne štima, ne. Kdor je gledal tekmo, si lahko naredi svoje mnenje, tako sem si ga tudi jaz ustvaril. Res sem, čeprav je vroča glava, sem skoraj prepričan, prepričan sem, da smo bili boljši, ampak da nam ni bilo dovoljeno zmagati. Ogromno enih odločitev, ki so bile zelo sporne. Napake se dogajajo, napake so del športa, perfektne tekme strani sodnikov ni. To so dejstva, so ljudje, se motijo. Ampak kar je preveč, je pa preveč. In teh primerov na tekmi je bilo pa še koliko. Pa si približaš, pa ti vzamejo odločitev, pa ga grdo pogledaš, pa ti piskajo favl. Pa onega Omića drži spodaj, pa so 2 prosta meta za njih. Pa Dončić v 2 minutah, prvih tehnična napaka, premikanja Schröderja, 4. osebna napaka, Schröder se vmes smeji, ko mu piskajo favl nad njim. Dosti je tega, Nikolić ne sme pogledati Schröderja, dobi favl. Dotakniti se ne smemo Wagnera, Na drugi strani Gregor Hrovat naredi nešportno osebno napako turnirja, pa nima več piskati, ker ne upajo kompenzirati. Čestitke naši reprezentanci v strokovnem štabu, izpolnili so cilj in presegli ste ga. Morali bi igrati v polfinalu. Morali. Vaša mnenja spodaj. Naredil sem si celo kupico zapiskov, nema veze. Odhajamo domov. Pot v Latvijo mi je prikrajšana. Škoda. To je košarka, to je šport. Gremo nazaj v normalno življenje. Vseeno mi je, kak je kamera nastavljena in kaj se vidi. Vseeno mi je. Lep pozdrav. Hvala za vso spremljanje. Hvala vam. Srečno.